Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes sem pa v studio povabil svojega sodelavca, Borisa Zorca, nepremičninskega posrednika pri našem podjetju FES d.o.o. Pozdravljen, Tomas. Pozdravljen, Boris. Boris, zakaj si se, prvo bi te vprašal, zakaj si se ti odločil, da postaneš nepremičninski posrednik? V bistvu že kar nekaj let delam na različnih področjih, na nepremičninah sem 5 let, nekako sem se tukaj zdaj našel, ujel, sem pa skozi celo mojo kariero imel ogromno posla z ljudmi, se pravi s strankami, tako da ta posel mi res ni tuj, pa rad imam v bistvu poštene posle, nagrajene posle, če govorimo, če si nekaj dobrega naredil, kot pohvala, beseda naprej in podobno. To si v FES-u našel, a ne? Tako. In FES, nepremičninska družba, se ukvarja z večjimi stvarmi, kar se tiče nepremičnin, a ne. Ti si najbolj dejaven na nepremičninskem posredovanju, a ne, in zakaj bi ti stranki, rečemo, svetoval oziroma da pride k nam v to našo agencijo? Ja, kot prvo, ja, sem nepremičninski posrednik, zaposlen v FES nepremičnine. Tukaj nas je trenutno 10 agentov, pa seveda sprejemna pisarna, vodja pisarne. Prav tako imamo suport zunanjih. Ja, se pravi, FES kot FES obstaja FES nepremičninska družba, ki je sestavljena iz upravljanja. To so upravniki, ki skrbijo oziroma upravljajo stavbe. Potem smo FES nepremičnine, kjer smo notri nepremičninski posredniki oziroma agenti. Potem imamo pa še dodatno storitev kot nepremičninska zadruga, ki pa lahko kasneje kaj več povem. Se pravi, a ne, tukaj v FES-u je tudi ena zelo zanimiva dejavnost, a ne, ki marsikje jo ljudje ne najdejo, a ne. Ljudje danes vlagajo v nepremičnine z namenom oddaje, ampak vedno se bojijo, kaj pa če najemnik ne bo plačal najemnine, kaj pa če bo to, a ne. A ne, mi smo nekako se specializirali tudi za krovno upravljanje teh nepremičnin, to se pravi stanovanj, na primer, poslovnih prostorov, katere ljudje kupijo za investicijo, potem pa mi z njimi upravljamo, a ne. Tako. Zakaj bi ti na primer rekel, da pridejo k nam, da jim mi to, kakšen je naš sistem dela, no? Ja. Da mi zagotovimo tem ljudem, ki se drugače kot sami ne upajo lotiti oddaje v najem, da bi se to, da pridejo v FES. Ja, se pravi, ena stvar je posredovanje pri nepremičninah, se pravi v tem primeru oddaja, najem. Vsaki stranki svetujemo, če seveda želi se potem odločiti, da pride kot na FES, kot ki upravljamo krovno upravljanje te nepremičnine. To pa v praksi pomeni, da FES, podjetje FES skrbi, da za to stranko poskrbimo, da pridobi plačano najemnino in da so poravnani vsi stroški. To se pravi dejansko, da nekako zagotavljamo, ali pa da čim bolj izločimo vse tiste dejavnike, ki bi lahko pripeljali do tega, da nekdo ne bi plačeval najemnine, a ne? Tako je. Izberemo najboljšega najemnika. Kako izbiraš najemnike, Boris? Mi imamo eno bazo najemnikov, se pravi zaupanja vredne najemnike, če lahko tako rečem, s katerim nismo imeli v preteklosti nobenih problemov. Vsekakor se z vsakim najemnikom usedemo, pogovorimo, tudi malo preverimo, če ima sredstva, če ima službo, tako da na podlagi tega. Seveda, ne, je pa tudi to, da mogoče mi, ko izbiramo najemnika, ne vključujemo lastnih čustev noter, a ne. To pomeni, ker če nekdo sam oddaja svojo nepremičnino, je zelo lahko ti čustvi vplivajo tudi na izbor nekoga, ne. Mi pač delamo profesionalno, a ne, in ko ugotovimo, da nekaj ni tako, kot mora biti, čeprav vemo, da je odzadaj neka stiska, pa tega nas to ne sme premamiti, a ne. In stranki lahko najdemo najboljšega najemnika, ki bo po naših predvidevanjih sposoben plačevati tisto najemnino in bo tudi s to nepremičnino
delal kot dober gospodar, a ne. Se pravi, mi najverjetneje vzamemo potem kakšne varščine, vse te varščine so gotovo varne. Seveda, prva stvar je odvisno, v kakšnem stanju je nepremičnina, ali je to za eno varščino, dve, mogoče kdaj celo tri. Varščino, se pravi, najemojemalec deponira na naš fiduciarni račun, kjer je na varnem, bomo rekli, deponirana do podpisa najemne pogodbe. Najemne pogodbe imamo pa dve opciji, se pravi, lahko jo sestavi pravnik, lahko je pa najemna pogodba v notarski obliki. Prednost notarske oblike je, da je sodno izvršljiva listina, se pravi, če pride do večjih kršitev, kot so na primer neplačevanje oziroma kršenje teh odločb, katere so napisane, potem je v bistvu hitro rešljiva zadeva. Če je pa sestavil pravnik, je pa seveda malo daljši postopek, vendar rešljiv. Ja, saj dejansko bomo tako rekli, da glede na to, da imamo izkušnje, a ne, to lahko pa jaz povem, a ne, da obvladujemo kar nekaj stanovanj in da v zadnjih 3 letih nikjer ni bilo problemov s plačevanjem najemnine. Seveda, moramo dejansko iti čez določen postopek, ki ga imamo, a ne, da pride do preverjanja do zadnjega trenutka, ko se podpiše pogodba, a ne. Tako da je to, ja. In zdaj, Boris, zdaj, ko sva raven pri teh nepremičninah, kakšno je trenutno stanje na trgu? Pa če rečemo te prvo, da se dotakneva samih cen nepremičnin. Ja, glede najema ali glede? Glede cen samih nepremičnin zdaj na trgu, rečemo, da ker mi delamo, glavnina je Gorenjska, ne? Ja. Kaj se dogaja s cenami? Cene trenutno so nekje stabilne. Pred preteklimi leti je bila seveda velika rast, dolgoročno bojo vsekakor šle nepremičnine še gor, saj glede na trend, glede na populacijo, glede na varnost države, tako da tukaj jaz vidim, pač kdor čaka z nakupom nepremičnine, že dolgo čaka, ampak se mora čim prej odločiti za en nakup, ker denar, ki ga imajo pripravljenega za nakup nepremičnine, je žal skozi manj vreden. Pa po kakšnih nepremičninah je največji povpraševanje za trenutke? Se pravi, največ povpraševanja je po manjših nepremičninah, to govorimo, največ grejo dvosobna, dvo- in polsobna stanovanja v promet. Ogromno je povpraševanja po najemih, sploh zdaj v času študija. Je pa tudi po kakšnih luksuznih nepremičninah povpraševanje. Po majhnih raven zaradi tega, ker so mogoče najbolj dosegljive, trenutno finančno dosegljive. Tako, največ populacije je, bomo rekli, srednjega sloja, ki se lahko še privošči nepremičnino, se pravi glede kredita. Če imajo pa svoja lastna priračunalna sredstva, pa če vidijo v nepremičninah kot en doprinos, profit, seveda se pa odloča potem tudi za nakup večjih ali pa več manjših nepremičnin. To se oklene, imamo tudi kar nekaj pritiska strani investitorjev, ki imajo denar, ki bi radi kupili, ne, in seveda, ja, v enih izmed oddaj prej smo se pogovarjali tudi, da je največji donos pri manjših nepremičninah. Zaradi tega je tudi mogoče največ povpraševanja po tem. Sigurno, se pravi, še enkrat poudarjam, najmanjše nepremičnine grejo hitreje v promet kot večje, ker je več povpraševanja in boljši donos glede na vložek. Se pravi, definitivno tudi same novogradnje danes, ki so, če je majhna nepremičnina, je cena na kvadratni meter gotovo višja, kakor pa pri... Absolutno, absolutno. Vse je seveda spet odvisno od mikrolokacije, pa od regije do regije se ta cena na kvadratni meter spreminja. Vsekakor pa tudi od kvalitete. Je pa tako, ne, dejansko, koliko je zdajle, rečemo, kaj se predvideva dolgoročno, ker povpraševanje je veliko, a ne? Ja. To povpraševanje bo ostalo takšno še kar nekaj časa najverjetneje? Glede na naše izračune, pa glede na ekonomske izračune je trend, da se povpraševanje povečuje, kar pomeni, da bojo šle verjetno cene vsaj ostale, če ne šle gor. Mi imamo ogromno posla, tako kot s prodajo, kot z oddajo, tako da mislim, da je pozitivna rast. To se pravi dejansko ne čakati z nakupom, a ne? Ja. Boris, zdaj časovnica naj majhen preganja, tako da bi si zdajle vzela en trenutek odmora. Dragi gledalke, dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut.
Drage gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom. Z mano danes tukaj v studiu moj sodelavec Boris Zorec, nepremičninski agent pri naši družbi Fest. Boris, evo, prej sva začela z investicijami, vemo pa, da so danes ravno tista stanovanja, ki so najbolj zanimiva za investicijo, najdražja, ne? Tako je. Ampak kaj je pomembno, rečemo, pri sami investiciji? Pri nakupu investicije je zelo pomemben oziroma najbolj pomemben donos. Se pravi, koliko določen kupec, investitor vloži v nepremičnino in koliko ima dobička, če lahko tako rečem, v roku enega leta. To pomeni, da ni pomembna cena nepremičnine, pomembna, koliko ta nepremičnina nosi. Tako je, tako je. Vse pa je to odvisno, kaj kup pa za kakšno časovno obdobje ima plan kupiti nepremičnino. Glede na to, ne, da sva sodelavca, pa poznava določene primere, pa bom tudi jaz mogoče zdaj povedal en primer mladega naše stranke, ki se je odločil, da kupi eno garsonjero. Praktično za nekaj čez 100 000 evrov denarja, nima pa nič prišparenega, nič nima privarčevanega, ne. Nekako smo mi naredili tudi izračun s kombinacijo kredita, a ne, ker se bo on zakreditiral, da bo končno prišel lahko v 20 letih do svoje lastne nepremičnine, a ne. Se pravi, tudi mi dejansko pomagamo strankam z izračuni. Vsekakor, mi pomagamo stranki, da proba na čim lažji način in čim ugodnejši način pridobiti ta sredstva. Mi ogromno sodelujemo z različnimi bankami. Glih pred kratkim smo podpisali poslovno pogodbo z NLB, se pravi naša partnerska banka za Gorenjsko regijo, tako da sodelujemo z različnimi bankami. Tako da, ja. To pomeni tudi pri NLB-ju imajo ekipo, mi povežemo stranko z njimi in ta ekipa se maksimalno potrudi, da ta stranka dobi kredit, tudi če ni vse tako 100% kakor je, ne? Ja. Se pravi, vsako nepremičnino oziroma vsako stranko obravnavajo individualno, se pravi, si vzamajo čas za stranko, preverijo seveda stanje nepremičnine, stanje stranke in probajo poiskati eno ustrezno rešitev. Opcijo, kjer pa mi seveda ves čas pomagamo z našimi možnostmi, da se ta nepremičnina uredi. Seveda. Veliko stvari je tudi odvisno od nepremičninske agencije. Se pravi, nepremičninska agencija niso samo agenti, ki so na terenu, je tudi ogromno izobraževanja, tako kot pravnega izobraževanja in investicijskega izobraževanja. Smo prisotni na različnih konferencah, nazadnje je bila v Opatiji. Ta je bila investicijska, ne? Ja, sodelujemo z obrtno zbornico, tako da dobimo novosti, pomagamo en drugemu. Gospodarsko zbornico, ja. Gospodarska zbornica je to. Kar se pa same agencije tiče, tudi zakaj imamo toliko strank, ja, mi smo že 30 let na trgu, smo zaupanja vredna nepremičninska družba s certifikatom, zelo malo jih je na Gorenjskem oziroma v Sloveniji, tako da to je tudi ena zelo pomemben parameter, zakaj se stranke odločijo za nas. Seveda, ne, certifikat zaupanja vredna nepremičninska agencija pomeni, da je ta agencija letno preverjena s strani gospodarske zbornice, preverja se poštenost, se pravi nekaznovanost, preverjajo se izobraževanja, preverjajo se agenti časovno, koliko časa je agencija na trgu. Se pravi, da je le kar nekaj, bom rekel, stvari, ki jih more ta agencija zadovoljiti, da lahko dobi ta certifikat, a ne. Kar pa tudi pomeni, da stranka, ki pride do te agencije, a ne, se lahko počuti varno. Seveda, tudi fiducialni račun mora imeti, kjer se hrani denar, da ne pride do kakšnih zlorab, kar se na trgu marsikje dogaja. Se pravi, da je tudi veliko lažje, Boris, za tebe, ko greš na trg, ko se pogovarja s stranko, ki te bo enkrat zaupala prodajo ali nakup, veš, da ji lahko ponudiš ogromno. Tako, se pravi, vsekakor en velik plus agencije je fiduciarni račun, se pravi, sredstva so
shranjena na varni strani, na varnem računu, ki se lahko samo sprosti z podpisom pogodbe oziroma prekinitvijo prodajne pogodbe. Poleg vsega tega dela je tudi treba stranko preveriti. Tudi noben si ne želi, tako kot prodajalec, kot kupec, da je ena stran sumljiva. Mi spoštujemo vse zakone, kot je zakon za preprečevanje pranja denarja in terorizem. Res, da smo tudi imeli eno tržno inšpekcijo, katera nam ni dala nobenih večjih ukrepov, standardna preverba, tako da spoštujemo res vse papirno dokumentacijo. V službi imamo narejene določene akte, pravilnike, tako da zaposleni vejo, kam se obrniti. Tukaj je tudi varstvo osebnih podatkov, Vsekakor. Se pravi, tudi kar se tiče varstva stranke, ki pridejo k nam, dejansko delamo vse z njihovim privolenjem in to tudi spoštujemo. Spoštujemo GDPR obrazce, seveda stranka dobi kakšen papir za podpisati, ampak to je čisto standardna praksa vseh ustanov. Dejansko tukaj lahko rečemo, ko se ljudje odločajo, da izberejo agencijo, morajo vedeti, da je bo posel speljan 100% varno. Mi dejansko lahko zagotavljamo, da bo posel, ki bo speljan preko naše agencije, speljan varno, brez možnosti, da bi bilo lahko kaj narobe. Od prvega trenutka pa do, ko pridemo do narediti primopredajo. Kaj vse, na primer, vmes je nekaj takega, kar se ljudje ne zavedajo. Na primer, eno si že povedal, fiduciarni račun. Ja, se Dejansko pravi, se sprošča. Kdaj se ta denar potem sprosti? denar iz fiduciarnega računa se sprosti po podpisu prodajne pogodbe. To je varen način, se pravi, preverimo mi stranko, preverijo notar in ko je pogodba pri notarju podpisana, se sredstva, ki je bila deponirana kot ARA, sprosti stranki. Se pravi, na željo stranke, da je to še bolj sigurno, damo, ko je podpisan, največkrat se dela v notarskem zapisu. Tako je, ja. Se pravi, v zapisu, ki je neposredno zašil, kar si že prej razložil, in pa možnost damo tudi zaznambo vrstnega reda vpisa lastninske pravice, se pravi, da je dejansko o podpisu te pogodbe, ki ima že moč vknjižbe v zemljiško knjigo, ko bo plačan davek na promet nepremičnin, vpis v zemljiško knjigo na osnovi te zaznambe vrstnega reda. Se pravi, kar se zgodi med tem, ko se nekdo išče kredit ali zbira sredstva, do plačila kupnine, kateri je nekje v roku enega meseca, ker sama pogodba mora biti na FURS-u, in ne more biti nobene zadeve, ne more priti vmes, ki bi lahko ta posel nekje naredila rizičen. Tako, mi zaenkrat tudi nismo imeli nobenega problema, da bi prišlo do kakršnihkoli razdorov pogodb s strani samega plačila oziroma pridobitve kredita, ker vsako stranko preverimo malo mi, vsekakor pa banka, potem pa finesa se pa naredi v glavnem pri notarju. Seveda stranka lahko uveljavlja predznambo oziroma zaznambo, tako da je to še ena dodatna varnost za kupca. To pomeni, da dejansko, jaz sem že dostikrat rekel tako, da bi mogoče ljudje mogli predstaviti, kdaj tudi stvari, katere mi potem dobimo v naše podjetje, se pravi, ko k nam se vračajo, ko pridejo k nam stranke, ki so same delale prodajne pogodbe oziroma so sami brez posrednika kupovali nepremičnino in kjer se je zakompliciral. Seveda, da mi rade volje sprejmemo te ljudi, jim pomagamo, če je le v naši moči, ker enostavno to so posli z nepremičninami, to so življenjsko pomembni posli. Ljudje mogoče varčujejo za tako nepremičnino tudi 30 in več let. In da bi šlo tukaj kaj narobe, jaz mislim, da tukaj tisto plačilo za posredovanje, ki pomeni 1, 2, 3 odstotke glede na vrednost nepremičnino, ni ogromno, kakor je pa lahko rizika, da se lahko nekdo... Tako, vsaka stranka pri nam se počuti varno, v primeru, da je sama sklepala kakšne pogodbe, imamo mi pravno službo, ki nam lahko pomaga, vkolikor ni zadeva res preglobok oziroma mislim, v kakšnem stanju je že ta pogodba zrealizirana. Tako da stranke se vračajo k nam,
in nimamo nobenih večjih problemov z obstoječimi strankami. Boris, spet se prišel do odmora. Dragi gledalke, dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom. Danes še vedno z nami moj sodelavec v podjetju FESDO, Boris Zorec, nepremičninski agent, v Festu že več kot 5 let, evo, izkušen, tudi uspešen. Boris, evo, se pravi, v našem podjetju posredujemo pri oddaji vseh nepremičnin. To pomeni in pri stanovanjih, poslovnih prostorih, vse, kar je nepremičninskega. Zdaj pa mi Boris povej, kako bi ti nagovoril potencialne naše naročitelje, da pridejo v našo agencijo? Zakaj? Rekel, poleg varnosti pa vse to, kar smo že prej predebatirali, je vsekakor, da se ta nepremičnina, za katero bomo mi podpisali pogodbo, da bo res oglaševana na vseh socialnih medijih, različnih portalih, kjer dosegamo res zelo, zelo dobre rezultate. In poleg tega so v bistvu nepremičnine usmerjene ciljni publiki. Tako da, če nam kdo da zaupati nepremičnino za prodajo, jo bojo vsekakor iskalci to videli. To se pravi, če te prav razumem, pa te razumem, se pravi, bo naša nepremičnina našega naročitelja vidna povsod. Tako. Na socialnih omrežjih, na vseh portalih nepremičninskih, tudi na Ljubljana TV. Vsekakor. Tudi na Ljubljana TV imamo določene oglase. Kar se pa tiče socialnih omrežij, smo z eno nepremičnino dosegali v 3 tednih preko 100.000 ogledov. To se pravi, se lahko zagotovi, da bo vidna povsod. Tako, ja. To obljubljamo. Ok, se pravi, to je to. Zdaj pa veliko ljudi nas sprašuje tudi, ali imate kakšnega kupca s tujine. Kaj pa tukaj smo? Ja, vsekakor imamo kupce iz celega sveta, če lahko tako rečem. Trenutno smo se včlanili v eno ameriško združenje, NAR, to je Ameriško združenje nepremičninskih posrednikov. Poleg tega sodelujemo z eno nepremičninsko posrednico iz Floride. Kar se pa tiče Evrope, imamo plan na Hrvaškem odpreti poslovalnico. Sodelujemo tudi z eno agencijo v Franciji, tako da smo, bom rekel, povsod oziroma se širimo in imamo kar dober odziv tujih strank. To pomeni, ko bo stranka prišla v našo agencijo, bo ta njena nepremičnina ne vidna samo v Sloveniji, ampak bo posredovana tudi v ostalem svetu, rečemo, in v Ameriki. Se pravi, ta agentka, ki je prišla iz Floride, je trenutno tukaj v Ljubljani. Ona z nami sodeluje, z njimi delamo plan, kako bo vse te interesente, ki jih imajo nepremičninske agencije v Ameriki, združila, kateri bi želeli kupiti nepremičnino v Evropi. Zanimivo, ona je, ker je Slovenija najlepša. Tako je, Slovenija je res lepa, tudi iz prilika investicije je za tujce zelo dostopna in varna. Tako da res veliko sodelujemo s to osebo iz Amerike in se včlanjujemo še v eno dodatno društvo, ki nam bo omogočalo eno globalno povezovanje z drugimi državami in agencijami. To pomeni, če se zdaj pogovarjava, stranka pride k nam, in kaj je naš cilj? Naš cilj je najverjetneje na koncu zadovoljna stranka. In teh imamo, rečemo, kar veliko, ker tukaj se nam stranke vračajo, stranke, ki jih že pozabimo, po 30 letih se vrnejo in to delajo. Tako, če je bila stranka, bomo rekli, dobro suportirana iz strani agencije, vsekakor se vrne oziroma da priporočilo naprej. Mi imamo res ogromno bazo strank, tako kupcev, prodajalcev kot najemnikov. Tudi zelo nam je v pomoč tukaj, se pravi, krovno upravljanje, za katerega
tudi skrbimo, oziroma boš lahko tudi kakšno besedo povedal. Imamo cirka, če se ne motim, med 80 in 90 nepremičnin, katere krovno upravljamo. Seveda se pa ta številka tudi povečuje skozi. Ja, zdaj, če si rečeva krovno upravljanje, to sem se dotaknila že v prvem delu te oddaje. Krovno upravljanje je upravljanje z nepremičnino, katero stranka da nam v zaupanje, da jo oddajamo naprej v najem. Se pravi, mi z našimi postopki najdemo najboljšega najemnika. Samo pogodbo napišemo v notarskem zapisu, potem naredimo tudi primopredajo te nepremičnine. Vse delamo to za stranko. Ko pride najemnik v to nepremičnino, to naložbeno nepremičnino, iz katere dobiva lastnik en profit, to mi mesečno, rečemo, prenesemo vse energente in vse stroške, ki nastanejo na te nepremičnine na naše podjetje. Mi zagotavljamo plačilo teh energentov oziroma teh stroškov in to prefakturiramo najemniku. Seveda, sledimo plačevanju, zaračunavamo avtomatsko zamudne obresti, kolikor ne plača, in tudi poskrbimo za izvršbo, če bi bila ta potrebna. O vsem tem obveščamo lastnika, kaj se dogaja, zato da ve točno, kako vse skupaj poteka. Kratka, je en varen koncept za lastnike nepremičnin, kateri jih oddajajo, da imajo v bistvu varenega najemnika noter oziroma zagotovljene prihodke in plačane stroške. To pomeni, da marsikdo, ki se danes ne upa odločiti, investirati v nepremičnino, mi s tem s to našo dejavnostjo, ki jo naredimo z našim delom, nekako zmanjšamo riziko neplačevanja najemnine oziroma uničenja njegove nepremičnine na res minimum. Seveda nikoli ne moremo reči, zdaj pa sigurno ne bo nič, ampak mi zmanjšujemo ta riziko proti nič. Ampak očitno, če stranke se vračajo nazaj, se pravi te, ki dajo v krovno upravljanje, če se vračajo nazaj, ko najemnik odide, to pomeni, da delate dobro. Še nekaj bi lahko tudi poudaril. Tudi lahko rečemo, da v podjetju Fest, raven zaradi tega, če mi za naše stranke skrbimo dobro, se pravi tudi za naše naročnike, morajo vedeti, da sodelujemo z vsemi agencijami v Sloveniji. Se pravi, nikoli nismo rekli, da gledamo samo na naš zaslužek, ampak gledamo na zadovoljstvo stranke. Pri nas se mora stranka varno počutiti, tako kot si omenil, ni pomembno, kdo zrealizira posel, pomembno je, kako se zrealizira, pa da se stranka res počuti varno. Zdaj, če je to medagencijsko sodelovanje, jaz tukaj ne vidim nobenega problema, tako da stranka mora biti suportirana, tako se zagre. Se pravi, ne gledati na lastne interese, ampak najprej postavimo v prvo vrsto stranko, potem pa mi. Tako, absolutno. Seveda, na koncu je plačilo za posredovanje tisti znesek, ki ga dobimo, zato da tudi nismo nagrajeni. Ampak, kot smo rekli, prioriteta mora biti stranka. Tako. Imamo kakšno stranko, ki se vrne, ki je sama delala posel mimo agencije in potem, kako se predebatirala že, se vrne k nam, da bi zadevo rešili in je žal, zakaj ni plačala določen procent za realizacijo posla, ampak včasih stranke delajo na lastno pest in žal pride do teh napak. No, lahko pa se tudi postavi na drugo stran. Naše podjetje je tudi odprto tudi za nove sodelavce, kot če bi kdo želel stopiti v tim Fest, kjer se dela pošteno in skrbimo za varnost, potem je pri nas tudi dobrodošel. Tako, zmeraj se najde kakšno delovno mesto za nepremičninskega posrednika, ampak absolutno, če ni poštenosti, pač žal pri nas ne more delati. Nas je trenutno 10. To številko smo zadnje let precej dvignili, tudi dvignili smo nivo storitev, zato nas mora biti majhen več in da lahko kvalitetno opravljamo to delo. Je pa 10 nas je tudi zato, ker imamo ogromno dela,
Če je kje kakšen dober nepremičninski posrednik zaupanja vreden, seveda nam lahko napiše kakšno prošnjo, pa ga povabimo na pogovor. In lahko tudi rečemo, da naši naročniki niso samo številka, ampak so naročniki, s katerimi delamo vestno in zanesljivo. Boris, hvala, da si se mi danes pridružil v studiu. Velikokrat sva skupaj v pisarni, danes pa še nekje drugje. Dragi gledalci, vam pa hvala, ker ste nas gledali in se vidimo v naslednji oddaji. Hvala. Hvala, Tomas.